Boštjan Cukjati je v lanskem letu izdal knjigo z naslovom Odkot in kam? Človekova bivanjska usmerjenost, v kateri skuša osvetliti najglobljo in najpomembnejšo skrivnost človeka, njegovo nadnaravno, eksistencialno usmerjenost. Tokrat pa v knjigi Poti in stranpoti slovenske politike objavlja svoje razmišljanja, ki jih je imel v času upravljanja političnih funkcij, ko mu je lokalni mesečnik na Vrhniki ponudil prostor za krajšo kolumno, ki jo je avtor redno polnil z aktualno politični vprašanji, kot jih je videl in se nanje odzival. V knjigi, ki je pred vami, so zbrane te kolumne. V njih boste spoznali, da se aktualno politična vprašanja v taki ali drugačni obliki vedno znova vračajo. Zato so tudi odgovore nanje vedno znova aktualni, tudi danes. Gospod Cukjati, kako to, da ste se odločili za izdajo knjige Poti in stranpoti slovenske politike? Odkot ideja in motiv za izdajo knjige? Lep pozdrav vsem. Torej, odkot ideja? Namreč v 11-letnem delu v Državnem zboru sem lahko opazoval in tudi analiziral politično življenje Slovenije od znotraj. In moram reči, da kot človek, ki je pravzaprav padel iz medicine, iz življenja v politiko, sem bil najprej zelo razočaran. Potem pa sem spoznaval vse poti in stranpoti slovenske politike in ko sem imel možnost pisati v lokalni časopis mesečne kolumne o aktualnih političnih razmerah v Sloveniji, sem to dodobra izkoristil. Tako da je knjiga ne samo nek splošen analitičen pogled na ta leta oziroma na slovensko politiko, ampak tudi redosled, kaj se je v posameznem letu, v posameznem mesecu aktualnega v Sloveniji dogajalo. Gre za kolumne, ki so kritičen pogled na situacijo in pravzaprav zajemajo vse mogoče v slovenski politiki, torej od stanja duha v politiki, o vrednotah, domoljubnosti, lobijih, ugrabljeni državi, slovenski razklanosti, vojnih grobiščih, o teži titoizma, o medijskem monopolu, o pravni varnosti, spomnite se afer Zbiljski gaj, SIP banka, Orion, o teži in vse teži birokraciji v Sloveniji, o volilnem sistemu, o družinski zakonodaji, sociali, zdravstveni reformi, izbrisanih, o korupciji in tako dalje. V vsem tem času pa, kdor se bo prebil skozi te kolumne, ki so ponatisnjene, bo lahko videl pravzaprav, kako je slovenska država politično dihala v tem času in morda spoznal, da so vsi ti problemi od 15 let nazaj in naprej ostali vedno eni in isti, da se vedno znova ponavljajo, da stopicamo na mestu, da je pravzaprav tranzicija strahotno zastala in se problemi pravzaprav še zaostrujejo. To je pravzaprav ta žalosten pogled na ta leta, čeprav je v kolumnah tudi veliko optimizma in odpiranja bodočnosti. Torej, zdelo se mi je tudi na priporočilo mnogih, ki so kolumne spremljali, so me spraševali, kdaj bo to ponatisnjeno, zbrano. Sem pravzaprav se odločil, da naredim en tak celostni pregled, torej iz svojega vidika, kako sem sam doživljal in kako sem pravzaprav o tistim pristnem odzivu, notranjem odzivu na politiko razmišljal. Mislim, da so taka pričevanja dobra in da se jih velja tudi pogledati. Zaradi tega sem se odločil za to. Hvala lepa. Knjiga opisuje politično aktivnost avtorja od leta 2000 dalje, ko je sprejel kandidaturo in bil izvoljen za poslanca takratne socialdemokratske stranke Slovenije. Avtor v uvodu navaja, da bralec knjige lahko začuti,
kako se pred državno politiko vedno znova rojevajo ena in ista vprašanja, eni in isti problemi, pa nam jih kljub temu doslej še ni uspelo dokončno rešiti. Gospod Janša, kako delovanje v politiki in delovanje akterjev v politiki vidite vi? Ali se strinjate z avtorjem, da so državni politike vedno znova rojevajo ena in isto vprašanja in isti problemi, ki še vedno ostajajo nerešeni? Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj in zahvala dr. Cukjatiju, da je to knjigo napisal. Zdaj, kako se zdravnik loti pisanja knjige, je to precej natančna stvar. In tudi ta knjiga je ena taka posrečena kombinacija kronike in analize več kot desetletja političnega življenja, seciranja teh ključnih problemov, ki smo jih skušali reševati v tem času ali pa s katerimi smo se soočali, pa jih nismo imeli dovolj moči, da bi jih rešili. In ta ključna ugotovitev, potem, ko do kateri tudi avtor prišel, ko je vse to skupaj izbral in uredil, češ, da so isti problemi sekali se skozi ven na različne načine, v različnih pojavnih oblikah in da se z njimi še vedno ukvarjamo, ker so pač nerešeni. Zdaj, to je neko spoznanje, do katerega sem recimo tudi sam prišel, ko sem izdal zbornik svojih tekstov za zadnjih 25 let. Ko bereš nazaj pač svoje nastope ali pa analize po določenih problemih pred 20 leti, vidiš, da je pač vse tako, kot je bilo. In da je izvor ključnih problemov, s katerimi se Slovenci srečujemo tudi danes, pravzaprav to, da pač njive nismo pospravili, da smo sejali novo žetev, na polje, ki ni bilo očiščeno plevela, in danes je to vse skupaj pomešano. Kot bi rekel Solženicin, imamo neko situacijo, ki ni ne nova, ne stara, ampak je nek čuden hibrid, hibridni sistem, kakršnega doslej še ni bilo, kjer se pač nove demokratične forme nekako kopljejo ujete v starih vsebinah in ko zaradi tega Slovenija kot družba ne napreduje in kot posamezniki večinoma potem seveda trpimo posledice v tem trenutku, predvsem tisoči iz naših mladih generacij, ki odhajajo po svetu s trebuhom za kruh. Kako drugače recimo od časa tam leta 2007-2008, ko je Slovenija izdala skoraj 100.000 delovnih dovoljenj za tujce, ko so drugi prihajali k tam in je Slovenija dajala kruh tudi mnogim, ki pač niso bili naši državljani. Ves ta čas je v pač tem zborniku izjemno dobro zajetno, tako da ko prebiraš nazaj, kar zaživijo ti problemi, s katerimi smo se srečevali, bodi si v mandatu 2004-2008 na vladi, bodi si v državnem zboru. France Cukjati je bil poln mandat predsednik državnega zbora, to je po ustavi druga najvišja funkcija v državi. Nešteto problemov smo takrat rešili, je tudi eden od redkih predsednikov državnega zbora, ki je bil cel mandat na tem položaju in kjer je do izraza prišla ta njegova spretnost pri zastopanju načel in hkrati diplomatske sposobnosti pri doseganju podpore tem načelom, tudi v primerih, ko je na začetku kazalo, da neka rešitev ne bo usklajena niti v koaliciji, pa smo jo potem sprejeli z glasovi praktično velike večine poslancev v državnem zboru, tudi ko je šlo za nekatere zelo težke zadeve. Preko nekaterih ovir pa pač nismo mogli in to je tudi zelo dobro opisano v različnih sestavkih. Hvala lepa.
Gospod Cukjati, v vaši novi knjigi objavljate tudi poglavja z naslovom Kaj je narobe z zakonom o vojnih grobiščih in odprti grobovi. Kako gledate na zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki so ga poslanci Državnega zbora potrdili v začetku tega meseca? Ali sprejeti zakon po vašem mnenju rešuje problem nepokopanih žrtev komunistične revolucije, ki se je na naših tleh odvijala po drugi svetovni vojni? Ja, o vojnih grobiščih in vojnih, tako rekoč vojnih zakonih smo se ukvarjali že leta 2003, to se pravi v prvem mojem mandatu. Zelo intenzivno pa potem v času, ko sem bil predsednik, v času našega mandata 2004-2008. Tisti zakon o vojnih grobiščih 2003 je seveda vsa grobišča, tudi tista, ki niso vojna grobišča. Kajti Huda jama to ni vojno grobišče, tam ni tuja vojska ali pa domača vojska pokopana. To je nastalo, to je morišče, ki je nastalo po vojni, v času svobode. Ne? In ko smo se pogovarjali o različnih členih leta 2003 in amandmirali in podobno, na vse bi takratna liberalna politika pristala, glavna seveda je bila LDS, bi pristala samo ne na preimenovanje teh grobišč oziroma na imenovanje tako, kot jim prisodi. To so grobišča žrtev revolucije. Mi smo zahtevali reči Bobu Bob. No in takrat to ni uspelo. Beseda revolucija ali karkoli drugega se je nekako hotelo zakriti, izgubilo in se je zakrilo. To so bili, torej povojni poboji so bili nekako kot povojni dogodki, ne? Grobišča povojnih žrtev oziroma dogodkov, žrtev povojnih dogodkov. To bi bile lahko tudi prometne nezgode, ne? Ali pretepi v bifejih. No, skratka, v našem mandatu 2004 smo želeli to krivico, to bi rekel žaljivo prispodobo za žrtve, žaljivo spremeniti in preimenovati, pa smo zaradi tega želeli najti širše soglasje, ker smo želeli, da ne bi spreminjali zakona ali sprejeli takega zakona, ki je, bi rekel, tako pomemben za slovenski razklani narod, da ga ne bi sprejeli s preglasovanjem, ampak s širšo podporo tudi v glavnih opozicijskih strank. In če boste brali, boste videli, da sem kot predsednik Državnega zbora organiziral skupne interne sestanke zaprte za javnost med Novo slovensko zavezo, ki jo je zastopal takrat gospod Drobnič, in Zvezo združenj borcev, gospod Stanovnik, in smo mi trije pravzaprav že zelo uskladili besedilo, tako, ki bi bilo dostojno žrtvam. Pa potem, ko sem predlagal na sestanku s drugimi poslanskimi skupinami, so leve stranke odločno nasprotovale. To je neverjetno, koliko, in takrat sem spoznal, koliko nerazumljivega sovraštva je med mladimi. Ne? To je v knjigi dobro zabeleženo, dobro opaženo. In seveda takrat ni prišlo do spremembe zakona o žrtvah vojnega nasilja. In sedaj je pa Nova Slovenija, in to je bilo tudi sprejeto, torej predlagala zakon o vojnih grobiščih, ki pravzaprav rešuje postopek odkrivanja, označitve v naravi, postavitve spominskega znamenja in vpis v register vojnih grobišč. Torej, zdaj smo pa pravzaprav ena od desnih strank pravzaprav sama predlagala in uspela s tistim, kar nam je bilo vsiljeno leta 2003.
To zame je sramota, to zame je nepremišljeno dejanje in pomeni ne samo tako, kot gospod Leljak pravi, da je morišče postalo grobišče in predstavlja v narekovaju dokončen, dostojni pokop, ampak tudi pojem in vsebina tistega, kar so te žrtve doživele, je sedaj izkrivljeno. To seveda je po moje ponovna krivica, ki se jo dela tem žrtvam. Mislim, da to ni bilo prav, je pa to pravzaprav zaključek pika na i vsem našim naporom, negativna pika na i in kratko malo ne razumem, da je do tega prišlo. Hvala za odgovor. Gospod Janša, kako vi gledate na sprejet zakon? No, ta zakon ima predzgodovino, ne, tako kot je dr. Cukjati zadevo dobro opisal. Namen tega zakona ni, da bi pač dostojno pokopali mrtve, ne, in dostojen pokop mrtvih pomeni, da bi morali to storiti brez preglasovanja. Ne. To bi moralo biti neko soglasje, ne, civilizacijsko soglasje, sej pravzaprav je pokopavanje mrtvih nek pieteten odnos do umrlega sočloveka, ne glede na to, na kateri strani je padel, če gre za spopade ali pa za nasilna dejanja, nekaj, kar je nasploh značilno za civilizacijo. Ne. To je temelj pojma civilizacije. In s tem, ko Slovenija še vedno tega ni rešila, se po zelo pomembni plati ali pa po zelo pomembnem problemu uvršča na barbarsko stran zgodovine. In je to eno največjih sramot za živeče generacije. Ta zakon pa je seveda enak poskus ali pa enak trik, kot je bil tisti prvi, izogniti se bistvu problema, oziroma zakrit problem, ne, kot pravijo, na pobite nametače nekaj plasti, ne, zato da se bo to manj videlo. Postavil tablo, ki ne bo povedala bistva, ne, ampak bo bistvo zameglila in s tem smo opravljeni. Ne. S tem se bomo kot je rekla predsednica Nove Slovenije, končno se je treba nehati s tem ukvarjati. Zdaj, na ta način se seveda ne bomo nehali s tem ukvarjati. Ne. Mrtve se jo pokopavalo, dokler ne bodo pokopani in kosti se bodo preštevali, dokler ne bodo preštete. Tisti, ki to sprevračajo v neko malo da ne sabotažno dejanje, ne, se ne zavedajo, da gre tukaj za temeljna eksistencialna vprašanja, ki se jih ne da pomesti pod preprogo. Ko je mislim, da je tam nekje v drugi polovici 30 let je nemška nacistična oziroma nacionalsocialistična delavska stranka imela nek sestanek, kjer so, to je zabeleženo v zgodovinskih knjigah, kjer so razpravljali o tako imenovanem židovskem vprašanju oziroma o dokončni ureditvi židovskega vprašanja oziroma kako iztrebiti Jude, po domače rečeno. In tam so bili tudi neki pomisleki v tem smislu, ne, kaj bo pa zgodovina o tem pisala. Ne. Pa je na to Hitler odgovoril, glejte, Turki so praktično iztrebili Armence, pa kdo pa danes za to še ve. Ne. Po 15 letih noben več ne govori o tem, ne skrbeti za to. Zdaj bi jo veliki zmoti, ne. Zdaj o holokaustu, ne, ki so ga nacisti povzročili, se je takoj po končani vojni ne samo zvedelo, ne, ampak je bila na to temo sprejeta tudi ustrezna resolucija Združenih narodov, takoj kmalu po ustanovitvi te organizacije, ki je definirala genocid, prav na podlagi izkušnje holokausta, vendar pa je definicija širša. In 100 let po armenskem genocidu, recimo, ne, letos, je Evropski parlament sprejel resolucijo o armenskem genocidu. Ne, tudi tisto se ni pozabilo. Torej, Hitler je bil veliki zmoti in tudi tisti, ki v Sloveniji mislijo, da je preko genocida možno iti kar tako, da nekaj plasti zemlje nasuješ na pobite, so enaki zmoti kot
je bil Hitler, ne glede na to, iz kere stranke kdo prihaja, ki tako misli. Tako da, ta zakon je zgolj zakompliciral, zakompliciral reševanje tega, ne bom rekel problema, ampak tega dolga, ki ga imamo do narodnega občestva, ki ga tvorijo živi in mrtvi. In ne glede na to, da so nekateri, ki so sodelovali pri tem, imeli tudi dobre namene, zakon je nekaj tehničnih rešitev, ki so itak same po sebi umevne. Glejte, če danes nekje, če bodo v vašem gozdu nekje odkrili truplo, ne bo nihče spraševal spomeniškega varstva, ali ga lahko izkopljajo po steku postopek, pošla policija, preiskovalni sodnik, mrliški oglednik in ve se, kako je treba ravnati. Ampak seveda obstaja pa v miselnosti, ne v zakonodaji, ampak v miselnosti, deloma zdaj tudi v tej zakonodaji, pač delitev na dve kategoriji ljudi, na tiste, ki so bili pač pobiti po vojni v glavnem in na vse ostale. In to se vztrajno, ta rasistični pristop se vztrajno skuša zacementirati potem tudi, ko gre za praktično ravnanje oblasti. In je zacementiran tudi žal v bistvu tega zakona. Že drugega zakona, ki stvari zamegljuje. S preglasovanjem sprejet nek zakon, pa preimenovati morišča v grobišča, s tem nisi nič naredil. S tem nisi nič naredil, si zgolj še opravil neko dodatno nepietetno dejanje. Tako da, čez 3 leta postavite isto vprašanje, takrat bo vsem jasno, da je šlo zgolj za trik. Čez 3 leta bo to popolnoma jasno in jaz upam, da vsem, sej nam je že zdaj, ampak takrat bo tudi tistim, ki so to predlagali, jasno, tega ne bodo mogli skrivati in me prav zanima, kako bodo odgovarjali takrat na takšno vprašanje. Hvala. Gospod Janša, 15. julija je Državni zbor obravnaval resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. V svoji razpravi ste med drugim poudarjali, citiram, da se lahko gre naprej, brez tega, da se družba dogovori o nekih vrednostnih temeljih, je čista iluzija. Avtor v svoji novi knjigi piše tudi o resoluciji o ukrepih za odpravo dediščine nekdanjih totalitarnih komunističnih režimov. Je po vašem mnenju slovenski narod že dovolj zrel, da se kot družba dogovori o vrednostnih temeljih, ki bodo sorodni evropskim temeljem? Prosim. Ko govorimo o zrelosti, seveda govorimo o informiranosti, o vedenju, o znanju, o poznavanju ljudi. Velik del slovenskega naroda ne pozna resnice o lastni zgodovini. Pretežni del naroda niti ne pozna resnico o našem izvoru. Najbrž kakšnih 90% Slovencev misli, da smo kot narod prišli tam iz Zakarpatov med 5. in 6. stoletjem, kot piše v učbenikih, da nas prej ni bilo, naslednji dan smo pa že bili. Če se verjame in uči takšne pravljice, potem ni težko na takšno podlago karkoli, če imaš močne propagandne zvočnike posejati. Tako da jaz ne bi govoril o zrelosti, jaz bi govoril o tem, da v nasprotju s tem, kar piše v slovenski ustavi, slovenski narod, so slovenskemu narodu še vedno, ali pa so vsem državljankam in državljanom Slovenije zanikane temeljne politične svoboščine. Pravica do vedenja, do informacije, do resnice. V Sloveniji pravica do resnice ni dejstvo. Ni dejstvo. Nas se prodajajo preko državnih institucij največje laži o slovenski zgodovini. Ta lažni mit o enobeju je pravzaprav za mnoge neka temeljna točka opredelitve. Stranke delijo nekateri na podlagi tega, kaj mislijo o enobeju.
Zdaj, če je bila to delitev, če je bila to neka točka delitve na levico in desnico, kako bi se v Franciji pol delili, ali pa v Angliji, ker ni bilo eno B-ja. Skratka, tukaj se neke temeljne, klasične postulate v politiki skuša cepiti na to kopito, ali pa meriti na to kopito. In stvar je tukaj tako absurdna, da mislim, da je ta mit v zatonu. Ravno tisti, ki so ga pripeljali do absurdnosti, so tudi povzročili začetek zameranja tega mita, ker vedno, ko se z neko tako stvarjo pretirava, se sproži tudi protireakcija in seveda z dejstvi, številkami in argumenti tega ni težko zanikati. Vsaj je samo problem, da se potem ta dejstva in ti argumenti blokirajo, da pač do večine ljudi ne pridejo, jih ni možno objaviti. Ko se neko tako dejstvo pojavi, pač to ne pride na množične medije, ki jih ljudje spremljajo. Tudi zaradi tega so recimo take publikacije, kot je knjiga dr. Cukjatija, toliko bolj dragocene. Ker zdaj v tej knjigi je za mnoge pomembne odločitve, o katerih se danes večini v tej državi niti ne sanja, kako je do njih prišlo, natančno opisano, kako je do njih prišlo. Bodi si, da so pozitivne, bodi si negativne. Ker večino ljudi zvečer na televiziji sliši, zdaj takrat, ko je kaj neprijetnega sprejeto, in smo mi v opoziciji, poročajo, poslanci so to sprejeli. Kar vsi, tisti, ki so bili za in tisti, ki so bili proti. Redko kdaj vsi poslanci nekaj sprejmejo. Ali pa politika je to sprejela, vsi so isti. Zdaj, ko je bila pa naša vlada, se niso nikoli zmotili v tem smislu. So rekli vlada. Predsednik svobodnih sindikatov Dušan Semolič v našem mandatu vedno rekel, vlada je to naredila. Zdaj pa prav gospodje politiki so to naredili. In to novinarska srednja seveda množično uporablja takšno terminologijo, tako da so potem stvari zameglene. In zelo veliko ljudi v Sloveniji zaradi takšnega načina poročanja in informiranja niti ne loči med parlamentom pa med vlado. Mislim, da je daleč največji odstotek teh ravno v Sloveniji, zato ker se načrtno stvari zamegljujejo, ker se na tej podlagi lažje manipulira. Če berete te kolumne v tej knjigi, so stvari zelo natančno opisane in je to, zaradi tega to taka dragocena kronika tega časa, ker so tudi dejstva, številke, opredelitve, kdo je bil kje, kdo je za kaj glasoval. Zelo pomembna stvar. Tako da to ni samo za čtivo za poprečnega bralca, tudi pomemben vir za recimo zgodovinarje ali pa za tiste, ki bodo kakorkoli strokovno ali znanstveno obravnavali ta čas. Kajti gre za čas, ki bo pač leta zelo hitro teče, bo kmalu zgodovina. Hvala lepa. Avtor v svoji novi knjigi objavlja tudi poglavje z naslovom Zgodba o izbrisanih. Mediji so letos poročali, da je bilo maja priznanih že za slabih 20 milijonov evrov odškodnin. Gospod Cukjati, kako komentirate takšno situacijo? No, z izbrisanimi smo se že pred več kot 10 leti intenzivno ukvarjali, če se spomnite, v Državnem zboru, tudi referendum je bil. In moram reči, da je en sam problem tisti, ki je bil neprestano na mizi in se pravzaprav nadaljuje skozi vsa leta, ko se je Državni zbor oziroma Slovenija ukvarjala z izbrisanimi. In sicer najprej dejstvo, da je takrat, ko je Slovenija se osamosvojila, bilo 200 tisoč okvirno, 200 tisoč tujcev in 177 tisoč jih je mirno in brez problemov sprejelo slovensko državljanstvo v skladu s takratnim zakonom, ki je bil pač sprejet.
torej ostali izredno majhno število v primerjavi z 200.000, pa tega niso storili. In potem seveda je prišla pobuda že pred 10 leti, da se pravzaprav vsem prizna državljanstvo od začetka in da so bili izbrisani. Že takrat smo mi postavili tezo, lahko se zgodi, lahko je kdo bil krivično zavrnjen pri podelitvi oziroma zavrnjen za podelitev državljanstva, ali je imel kakšne druge ovire, da si ni mogel statusa urediti. To se pravi, take probleme je treba reševati od primera do primera. In zagotovo, če je bila komu storjena krivica, je treba to popraviti. Ne, teza je bila in zahteva, da se to vsem povprek dodeli in seveda s tem tudi stroški in tudi povrnitev vseh stroškov z zamudnimi obrestmi vred. No in nazadnje seveda je tudi tudi sama leva stran poudarjala, da gre za pravzaprav neko simbolno gesto, da ne bo nobenih odškodnin, absolutno noben, če se spomnite, gospa Kresalova se je zaklinjala, da ne bo niti evro v škodo Sloveniji in podobno. No, sedaj se to dogaja. In še vedno naša teza, ki smo jo takrat postavili, še vedno drži. Če bi reševali od primera do primera, bi bile stvari čiste. In tisti, ki so namerno zapustili Slovenijo, pa so 4 leta pač bili v službi raznih vojska po Balkanu, pa so se potem želeli vrniti in podobno, ali pa so zavrnili ponujeno državljanstvo, torej z neke ošabnosti, češ, da je to žaljivo, ne, to so bile znane izjave, so sedaj dobili, to se pravi državljanstvo, naknadno, vse za nazaj in seveda s tem tudi odškodnine. Hočem reči, da politika Slovenske demokratske stranke ni doživela nobene kritike v tem času. Naše teze še vedno stojijo. Mi vsakemu lahko pogledamo v oči. Takrat smo to zastopali in zastopamo tudi danes. Ne vem, če katera stranka lahko tako volivcem jasno, odkrito pogleda v oči. In tudi ta knjiga je bi rekel, en dokaz v tej smeri, da sem osebno ponosen, da sem bil v tej stranki poslanec. Hvala lepa. V novi knjigi Poti in stranpoti slovenske politike najdemo tudi poglavje z naslovom Neodgovorne vlade nihče ne potrebuje. Gospod Cukjati, je po vašem mnenju vlada gospoda Mira Cerarja odgovorna vlada? Ja, torej, biti odgovoren, jaz sem že takrat v kolumni primerjal to z očetom, ne? Odgovoren oče v družini, kateri je odgovoren po ljudskem mišljenju? Torej, tisti, ki vidi probleme svojih otrok, svoje žene, torej vseh članov družine in jih ne, da bi kdo to od njega zahteval, tudi skuša rešiti po svoji moči. Videti probleme in skušati rešiti. To je odgovorno z položaja, na katerega je človek postavljen. Seveda, naša država te logike ne zastopa, jo ni, v politiki jo ni, zelo malo. In poglejte primer sedanje vlade. Torej,
v času, če primerjam z vlado gospoda Janše 2004-2008, so bile pomembne teme, državne teme in kako se jih je reševalo. Takrat je bilo vprašanje, kako izvesti privatizacijo oziroma kako naj se država umakne iz gospodarstva. Bila je uresničena ideja Slovenskega državnega holdinga in prvo, kar je vlada, je sam premier povabil opozicijo, da v nadzorne svete imenuje vsaj enega svojega člana. Nadzorne svete imenuje pač lastnik, to se pravi vlada, ne? Članstvo. In ali v velike državne firme ponujena roka, vsaj enega imenujte vi zaradi tega, da bodo čisti računi. Če so čisti računi, smo lahko dobri prijatelji. Sej tisti posamezen nadzornik ne bo mogel preglasovati ostale nadzornike, ne bo mogel, ampak videl bo, kaj se dogaja. Ne? Bo nek nadzor, nek interni nadzor. No, gospod Cerar je v enem, in seveda takrat so tudi pomembne, to moram tudi povedati, pomembne teme so, pomembni zakoni so šli najprej v proceduro, v dogovarjanje in usklajevanje za opozicijo. Opoziciji je bilo to ponujeno in prva leta je opozicija to izkoriščala, potem je to zbledelo, potem tega ni uporabljala, tega mehanizma. No, sedaj v tem mandatu tega ne vidimo. Prvo, kar je bilo ponujeno, je bilo, kar je za Slovenijo pomembno, to se pravi državniško vprašanje, ta afera telefonska, ne, glede arbitraže Piranskega zaliva. Tukaj je prvič se zgodilo, da je premier tudi povabil na pogovore, ker je iskal širšo zaslombo, jasno, ne, opozicijo, in mi smo to z veseljem sprejeli. Prvič. Ali so bile doslej pomembne državniške teme obravnavane, pa opozicija je bila z levo roko zavrnjena. To je bilo, spomnite se, zopet novi člani nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga. Pojavlja se sedaj zopet nek spin oziroma nek sum, da je šlo 2 milijona v Švico na račun tega imenovanja in tako dalje. Kdo bo nadziral to nadzorno skupino, to skupino nadzornikov, ki jih je postavila ozka vlada? Kdo? Potem družba za upravljanje terjatev bank, noben od, torej opozicijska stran ni imela nobene besede, niti pri imenovanju enega nadzornika. Da ne govorimo o Patrii in o aferi slovenskega sodstva in o problemih slovenskega sodstva. To je ključni problem slovenske države, kako se je premier odzval. Tiste, ki so kritizirali ali nasprotovali ali, bi rekel, niso se strinjali z vrhovnim sodiščem, so bili označeni za tiste, ki rušijo pravno državo, torej iz ust strokovnjaka za ustavno pravo, premierja. Kakšen je bil to odnos do opozicije? Seveda, ti kritiki so utihnili, potem ko je ustavno sodišče svoje povedalo, vendar niti ene besede, da bi popravil svojo napako. Najprej imam občutek, da ta premier, in sprašujete me za gospoda Cerarja, ne vidi problemov, vse tak občutek imam, bistvenih problemov, in tudi se ne odzove tako, kot bi se človek na mestu predsednika vlade moral odzvati, torej po svoji funkciji. In seveda to je problem slovenskih vlad. To je problem dosedanjih, razen 2004-2008,
problem slovenskih vlad in sploh slovenske politike, sprejeti odgovornost za funkcijo, ki ti je bila dana. Je pa to funkcija, ki je bila sicer dana s strani levih strank, vendar ko si enkrat premier, si premier celotne vlade, celotne Slovenije, tudi opozicije. Ne samo, ne vladaš samo delu prebivalstva. Tega pojmovanja ni v Sloveniji. Mogoče del tega pojmovanja je zaslediti mogoče pri predsedniku države, sedanjemu, pri nobenem prej. Nobeden od predsednikov države prej ni bil, po mojem občutku, predsednik celotne države. Nobeden. In želel bi, da bi tak občutek imeli tudi pri predsedniku vlade. Hvala lepa. Gospod Janša, vaš komentar glede dela aktualne vlade? No, gledajte, volitve, na podlagi katerih je bila oblikovana ta vlada, niso bile legitimne. Imamo nelegitimno oblast, v skladu s tem se oblast obnaša in do naslednjih volitev bo problem vsak dan večji. Tudi če brez gleda, da se je na to pozabilo, pa da sedaj, kar mimo tega, enostavno ne gre. Če neka oblast zmaga na nepošten način, se to čuti. Tudi če to zanikajo, oni to sami vedo. To vpliva na njihovo ravnanje. Vedo, da so na teh položajih zaradi prevare in to je tako, kot piše v Svetem pismu, hiša, ki je zidana na pesku, ne bo zdržala enega močnega naliva, jo bo odneslo. Ta vlada pač, težko je govoriti o odgovornosti pri oblasti, ki je postavljena po nelegitimnih volitvah. Bilo bi preveč to pričakovati. Hvala za odgovor. Ko sem bral knjigo Poti in stranpoti slovenske politike, sem naletel tudi na poglavje z naslovom JJ-fobija. Gospod Cukjati med drugim piše, da so predvolilne kampanje leta 2008 stranke levega trojčka niso ukvarjale z vprašanji, kako ohraniti gospodarsko rast, visoko zaposlenost in načrtovano rast plač in pokojnin. Levi trojček je po besedah avtorja po prvem mandatu vlade gospoda Janše nacionalno nevarnost videl v enem samem človeku. Njihovo osrednje motivacijsko sporočilo ni bilo za lepši jutri, ampak proti Janši. V naši založbi smo v lanskem letu izdali zbornik z naslovom Primer JJ, v katerem smo objavili večino političnih, pravosodnih in upravnih obračunavanj z Janezom Janšo. Teh postopkov je bilo od leta 1983 do danes preko 170. Gospod Cukjati, ali je obračunavanje starega režima z gospodom Janšo po vašem mnenju tudi stalna politična tema, še posebej pred ali v času volilnih kampanj? No, bom povedal en konkreten primer te JJ-fobije, ki sem ga doživel kot predsednik Državnega zbora v mandatu 2004-2008. Takrat namreč se je že začela kovati in snovati afera Patria. Torej vsi mehanizmi so delali v tej smeri. Ne samo skupina kriminalistov, novinarjev, protikorupcijska takratna komisija, vključevala tudi tujino, vse omrežje tudi iz tujine in podobno. To je bil velik projekt, veste. No, tudi v Državnem zboru se je čutil ta projekt afere Patria. In sicer je takratna opozicija, torej v času Janševe vlade, opozicija pač zasnovala oziroma organizirala komisijo, torej komisijo za nadzor oziroma preiskovalno komisijo v zadevi s Patrio. Vodja te preiskovalne komisije je bil
Milan M. Cvikl. In sicer je on seveda kot predsednik komisije je imel velika pooblastila, je lahko klical na zasliševanja različne ljudi, je imel dostop do vseh dokumentov, državnih dokumentov. To je komisija, preiskovalna komisija dela po načelih sodstva. In kdor je klican na zagovor, se mora odzvati, lahko se ga tudi s prisilo privede. No in moram reči, da je bil izredno delaven. To je človek, ki lahko dela noč in dan na določenem projektu. In je potem seveda tudi klical in zasliševal vse mogoče inštitucije, vse mogoče člane, se je pa obnašal na teh komisijah tako, da sem kot predsednik dobival proteste državnih inštitucij, Vrhovnega državnega tožilstva, na primer, proteste. In sem se moral potem kot predsednik parlamenta opravičevati, ker je prestopal svoja pooblastila. No, treba je reči, da je on imenoval oziroma določil nadzornika oziroma izvedenca v tej zadevi dr. Ivana Prebila, to lahko povem, se to je javno, ki je bil član upravnega odbora Viator Vektor. To se pravi, Viator Vektor je bil s sistemsko tehniko povezan, spomnite se imena Pavček in podobno, ki je seveda na tej licitaciji oziroma na tem razpisu zgubila Patrije. Torej, iz upravnega odbora Viator Vektorja je imenoval izvedenca. Potem je prišlo na dan tudi, da je njegova izvenzakonska partnerica v pogodbenem razmerju z Viator Vektorjem. Torej, stvari so šle tako daleč, da je ostali del komisije zahteval, da bi bil Milan M. Cvikl zaslišan kot priča, ki je seveda povezan s tisto stranjo, ki toži. Torej, vsekakor je do tega prišlo in seveda potem do te zahteve in moram reči, da nikoli se ni to uresničilo, da bi on odgovarjal kot preiskovanec in bolj se je odkrivalo oziroma bolj je ugotavljal tudi predsednik te preiskovalne komisije, da pravzaprav ne najde argumentov, ne najde dokumentov, ne najde oprijemljivih stvari, ki bi lahko služile sodišču za pregon, za kazenski pregon. Bolj je to ugotavljal, bolj je postajal nestrpen, bom povedal, in sem imel velike probleme, ker so nekateri člani so se pritožili, tudi člani preiskovalne komisije, poslanci so se pritoževali, so rekli, to je nemogoče, ne spoštuje niti poslovnika, nič, skratka, kot da je padel v neko histerijo, tako so ocenjevali in seveda so zahtevali, da ga zamenjam, jaz sam ga ne morem zamenjati kot predsednik parlamenta, so zahtevali, da ga parlament zamenja, jasno ga ni zamenjal in so odstopili. In tako je pravzaprav komisija zbledela, nadzorna oziroma preiskovalna komisija, in ni prišla do svojega zaključka. Je bil pa dobro nagrajen, ne? Ja, ampak hočem povedati, tudi državni zbor se je ukvarjal s to afero. Cela Slovenija se je ukvarjala in to leži na slovenski politiki in na državi kot neko breme. Zato, da nazadnje ustavno sodišče ugotovi, polomili ste ga, gospodje.
kam je šla vsa ta energija. Kaj, če bi recimo gospod Cvikl za reševanje slovenske krize svojo energijo vložil? Kaj, če bi se poslanci namesto dneve in dneve ukvarjali s tem, ukvarjali z drugimi vprašanji? Kaj, če bi se vse ozadje, ki je pravzaprav načrtovalo to afero, ukvarjalo z drugimi problemi, ki jih vsi mi čutimo, ki jih čutijo podjetniki, SP-ji, ki jih čuti gospodarstvo, ki jih čuti sociala, ki jih čuti šolstvo in vsi drugi. To je to, kar človeka boli, in če boste to brali, boste to začutili. Tako sem jaz to čutil in tako sem jaz to napisal. Hvala lepa. Gospod Janša, pred kratkim ste bili v Mexico Cityju izvoljeni za podpredsednika in člana izvršilnega odbora CDI. Združenje sredinskih demokratov združuje več kot 60 političnih strank ter drugih organizacij vsega sveta, katerih vrednote temeljijo na solidarnosti, pravičnosti, spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, dostojanstvu, demokratičnosti in trajnostnemu razvoju. Združenje si prizadeva za življenje vseh ljudi v miru in svobodi ter za ustvarjanje politik prek dialoga ter konsenza s krepitvijo demokracije. Sprva čestitke ob izvolitvi. Zanima me, kakšno je po vašem mnenju stanje demokracije v Sloveniji? Kako vi komentirate vse te napade na vas? Stanje odlično, ne? Če berete slovenske časopise, boljš ne more biti. Edino mogoče, če bi postali sestavni del Ruske federacije, bilo lahko boljše. Vse če redko zgleda. Malo ironično. Slovenska demokracija ima pač moderno formo, ne? In nekatere arhaične oblike, ki so značilne za barbarske režime. Kot smo govorili prej, niti mrtvih nismo više sposobni kopati. Obstaja vrsta mednarodnih dokumentov, za katere, ki smo jih podpisali ali pa za katere so glasovali tudi naši predstavniki, ki so zgolj mrtva črka na papirju. Prej ste omenjali to resolucijo Evropskega parlamenta o evropskem spominu in vesti, če parlament v dveh poskusih ni sposoben sprejeti nekaj, kar je za celo Evropo nek normalen standard, ne, o čemer se sploh ne pogovarjajo, potem pač jasno, kje smo. So tukaj resolucije Sveta Evrope o razgradnji dedične totalitarnih režimov, ne. Tudi to je slovenski parlament zavrnil, ne. Niti jih ni vzel na znanje, kot to zadnjo, ampak leta 1997, ko je bilo to na glasovanju, je en glas manjko, da to sprejeli, je bilo zavrnjeno. In nikoli kasneje pač ni bilo razmere sil v slovenskem parlamentu takšno, da bi lahko rekli, da ima demokracijo oziroma da imajo nekateri temeljni demokratični postulati večino za sabo. To, da lahko nekaj izglasuješ v parlamentu, to še ne pomeni, da demokracija cveti. V ruskem parlamentu so v ruski dumi so z vsemi glasovi razen enega, ne, pa še ti se je mislim, da znajdel za rešetkom potrdila aneksijo Krima. Eklatantno kršitev mednarodnega prava, ne, ampak je bilo sprejeto z velikansko večino. Ne. To še ne pomeni, da je to demokratično. Tako da za demokracijo je potrebno kaj več, ne, kot samo glasovanje, predvsem pa morajo imeti volivci dostop do resnice. Če volivci nimajo dostopa do resnice, potem ni temeljnih pogojev za to, da demokracija normalno deluje. Kjer so pa konkretni problemi, pa zelo dobro izhajajo iz teh kolumn dr. Cukjatija, ker so pravzaprav vsi problemi, ki so se zarotirali v teh 10 letih in še nekaj, ne, preko procedur parlamenta, tako ali drugače so se vračali. Nerešeni problemi se vedno vračajo, ne, nekateri vsakih 10 let, nekateri vsakih nekaj let. Tako da ta analiza je tukaj zelo egzaktna, lahko bi rekel,
kirurška, čeprav France ni kirurg. Hvala. Še zadnje vprašanje, gospod Cukjati, ali vam je kaj žal, da ste zapustili profesionalno politiko, oziroma ali so vaša leta sedaj kaj manj razborljiva? No, hvala. Veste, biti upokojen predla napaka, ob 14 vnukih je luštno. Nimaš pa nikoli časa. In moram reči, da je zelo lepo, da sem zopet v nekem svetu bolj sproščenega življenja. Čeprav veste, je bila ta moja kratka politična epizoda zame izredno zanimiva in zelo me je obogatila na spoznanju in na vsem. Nikoli mi ni žal, da sem takrat pravzaprav zapustil ambulanto, čeprav moram reči, da sem se prva leta spraševal, ali sem bil neumen. Ker, veste, v ambulanti imaš takoj pristen feedback. Če ga kje polomiš, drug dan pride nazaj pacient pa te nadere ali pa vidiš, da je bilo narobe, da si narobe naredil. In imaš avtentičen feedback. Kot politik nikoli. Narediš z najboljšo voljo zelo dobro in drug dan bereš v delu, da se za glavo primeš. Moram reči, ko sem bil predsednik parlamenta, v 4 letih, pazite, v 4 letih, pa so veliko pisali, kaj je tudi predsednik parlamenta rekel, pa kaj je počel. Nisem v delu, dnevniku, no, delno v Večeru ali v Mladini, niti enkrat zasledil poročilo, kolumno, interpretacijo, tako, da bi se noter prepoznal. To nisem jaz. To je bil ta feedback. In to je, veste, ko se navadiš, seveda potem si lahko trden tako kot Janez, ne, ampak moraš se navaditi. Potem, kar je bilo, tam sem dobil tudi pozitivni feedback v ambulanti. Ne. Si videl, če sem dobro naredil, ne, si začutil hvaležnost. Ne. Kot politik jo ne čutiš, jo ne vidiš. To je biti iskren, pokončen, trden politik, veste, to je težko delo. To je garaško delo. In nisem nobenemu fovš. Moram pa reči, da sem vseeno vesel, da sem to izkušnjo dal skozi, me je obogatila.